Pozdravljeni v prvem podcastu Kajakaške zveze Slovenije. Preko zime nameravamo narediti par takih podcastov oziroma Zoom srečanj z različnimi akterji, ki vplivajo na naš razvoj Kajakaške zveze in športa nasploh. Govorili bomo z najboljšimi tekmovalci, govorili bomo z psihologi, z fiziologi, terapeuti in tudi nutricisti. Se pravi, probali bomo čim več informacij posredovati tekmovalcem. Ta podcast je najbolj namenjen tekmovalcem oziroma lahko jim rečem tudi otrokom ali mladini, se pravi nekje med 12 in 18 letom. Seveda pa tudi vsem ostalim, tako kot trenerjem, staršem. Upamo, da bomo mogoče tudi na kakšen zabaven način, skozi kakšno anekdoto, podali pa tudi čim več koristnih informacij, motivirali mladino, da bi se ukvarjala s tem lepim našim športom. Tako da pač ni naključje, da je moj oziroma naš prvi gost človek, ki je v bistvu, če bi v Sloveniji, enkrat mi je ena novinarka to rekla, da če bi v Sloveniji rekli kajak, vsak pomisli na Petra Kauzerja. Tako da je Peter Kauzer dobrodošel v prvi oddaji, imaš to čast ali pa mi imamo to čast. Skupaj lahko malo govorimo. Vem, da si ti zmeraj pripravljen deliti svoje znanje, svoje izkušnje. Vem pa tudi, da nažalost nisi dostikrat slišan. Sicer ne vem tega razloga, zakaj ne, ampak danes imaš res priliko. No? Pred kratkim sva snemala tudi video na temo osnovnih zaveslajev, ki bo tudi kmalu na YouTubu. Takrat si v bistvu vmes med videi zelo govoril, me še enkrat navdušil, tako kot ničkolikrat do zdaj, že s svojimi vožnjami, zdaj tudi z besedami. Tako da sem se odločil, da bi danes malo govorila v bistvu o tej temi, se pravi o igri. Zdaj govorimo sicer o treniranju, ampak o igri, učenju in raziskovanju in treningu. Se pravi, kako ti to dojemaš. Vse prej bi te pa jaz vprašal, če malo poveš o svojih začetkih, kje si začel, kako je to bilo. Se si prav povedal, pač vsak športnik oziroma vsak otrok, ko se enkrat odloči za nek šport, ga začne sprejemati skozi igro. Ne? In tako sem tudi jaz začel. Jaz sem začel v prejšnjem tisočletju, bilo je leta 1990, ko sem se včlanil v klub, svojo prvo tekmo sem imel leta 91. To je bilo glih tisti cajt, ko je bila vojna pri nas, ko smo se osamosvojili. In v bistvu je bilo bolj, ko ne je bilo druženje in igra na vodi. Ne? In ker v prvi vrsti moraš ti vzljubiti šport, s katerim se ti ukvarjaš, ne? Ker če ga ne vzljubiš, če te ni fajn, pol tudi, ko enkrat zagusti, pa ko pridejo težki trenutki, pa ko pridejo težki treningi, težje vztrajaš, no? In težje se spoprijemaš s tem. In zaradi tega v prvi vrsti jaz zmeraj pravim, da te prvo moraš ti imeti rad nekaj, kar delaš, pol pa iz tega graditi naprej. In taki so bili tudi moji začetki, pač mi smo bili mulci, ne. 18 začel sem zdi, da takrat skupaj smo se včlanili v klub. Jaz sem bil najmlajši, tako da tisti, ki so bili starejši, so nekako neumnost naučili več, ne. Ampak je bilo lušno, zaradi tega, ker živeli smo v cajtu, ko ni bilo ne telefonov, ne socialnih omrežij, ne nič. Ne računalnikov in v bistvu, kar je nam ostalo, je bila v bistvu igra od zunaj, ne. Igranje, druženje s sovrstniki, s prijatelji, s sošolci in v bistvu kar malo pogrešam te cajte, zaradi tega, ker ne vem, mi smo prišli iz šole, si naredil domačo nalogo, spojedel kosilo in pol te do 8, 9 zvečer ni bilo sploh domov, ne. In si bil skozi od zunaj, skozi si bil v stiku z naravo in tudi zaradi tega, ne vem, sem mogoče še mečkam bolj vzljubil ta šport, zaradi tega, ker jaz sem zelo rad v naravi, zelo rad sem od zunaj in res uživam. In zmeraj sem rekel pač, da je voda vir življenja, ne? In zdaj, če se lahko moje življenje vrti skozi okoli vode, ali tekoče, ali ne,
je to nekaj najlepšega. Pogoje dela, recimo zdaj, če govorimo pa, kaj si ti nastal, ne? Iz te igre, ki si pač popoldne bil tam v Hrastniku ob Savi, ne? Pa do tega, da si ti, jaz, ko sem delal na tujem, vem, kako so te tekmovalci tebe gledali, ne? Jaz te sicer poznam od malega, ne? Ampak eni so te imenovali lev, kralj, vse sorta imen imaš v svetu. Ampak z tistih pogojev v Hrastniku, jaz se spomnim, se pravi 91, to je bilo Sava, takrat je tekla še umazana, ne? Ja. Še rjava, ko sem bil jaz na prvi tekmi tam, ko sem prišel sočiti, jaz sem se kar malo zgrozil, no. Se pravi, ne najboljši pogoje dela, no. Kako si pa potem skozi take pogoje recimo prišel do tega, da si king, kot te kličejo? To je tako, ne, pač včasih je bilo tle, Zasavje slovi po rudniku, pač zdaj je to zaprt, ampak je bila to separacija tle glih med Trbolom pa Hrastnikom in v bistvu, ko so po domač povedano kolem prali, je šlo to vse v Savo, pol imaš tukaj steklarno Hrastnik, bila je termoelektrarna, bil je Lafarge, cementarna gor. In v bistvu to je šlo vse noter v Savo in v bistvu taka čista voda, kakor je zdaj v bistvu vsak dan, je bila včasih samo ob nedeljih, ko so vse te obrate zaprli, ko je bil frej dan, ne. Drugače pa je bilo dejansko res, kot da bi po kavi veslal in ne vem, mogoče zaradi tega sem tudi malo bolj odporen za določene stvari, ne. Ampak ja, pa niti ne samo to, čistost okolja oziroma onesnaženost okolja pa onesnaženost reke, tudi na splošno pogoji, če bi kjer videl, v kakih pogojih jaz treniram, pa če primerjaš malo, kako ostale reprezentance ali pa že sam tisti, ko so v Tacnu, na primer, ko imajo na razpolago divjo vodo vsak dan, jaz tega nisem imel, ne, zato sem se pač mogel prilagoditi situaciji oziroma vzeti, kar imam in iz tega probati največ narediti, ne. In malo uporabiti domišljijo, malo gledati out of the box, po domač povedano, in pač poskušati se naučiti na nek način brati vodo, se igrati z vodo, ker vemo, reka, ko teče, ima svoj tok in ta tok ni nikoli isti, ne. In zdaj, kako navigirati čoln dol, pa tudi, če misliš, da je čisto mirna voda, pa kako navigirati čoln že sam z veslanjem naravnost po reki dol, ali pa kontratoke pobirati, prideš v 1001 situacijo, nikoli ni isto, tako da iz tega vidika meni še zdaj mi ni dolgcajt tudi pri nas v Hrastniku pod mostom veslati, čeprav imamo zelo malo vratc. Včasih jaz se spomnim, ko smo bili mulci, sem jaz prvič, ko sem bil na vratcih, je bilo vodna tekma v kanalu v Tacnu, ne. Drugače pa nič nismo imeli tega, ker tudi imaš dva kontratoka za obema stebrama od mosta in to je bilo to pri nas, ne. Pa smo malo improvizirati, ne. Ampak to nas ni odvrnilo od tega, da se ne bi vsak dan dobili, šli veslati, šli, ne vem, par kilometrov višji ali pa majčkeno nižji od kluba, in ko imamo malo štiklico divje vode, pa samo to ni bilo nič na vratcih, pač to je bilo prosto veslanje in s tem prostim veslanjem sem pač jaz prišel do nekih občutkov na vodi, za drsenje čolna, za gledanje vode, za izkoriščanje tokov, valov, rolc, kontratokov in pač se tega še zdaj držim, no, in mi v bistvu ni žal, čeprav vem, da včasih je bilo tako, da smo bili kar malo fovš, sploh tistem, ko so trenirali v Tacnu vsak dan, pač, ampak na koncu je mogoče tudi zaradi tega še kar moja kariera traja, ker sem pač naštudiral nek način, ko ustreza, kako biti, ne vem, malo grdo reči, ne muha enodnevnica, ampak pač konstantno vleči, ko prideš na en nivo in se poskušati obdržati na tem visokem nivoju. Ampak to je pa res
ne vem, tako kar v kakih znanstvenih knjigah teh od športa, ko pravijo, da rabiš 10.000 ponovitev, da ti to pride v avtomatizem, ne. Jaz jih imam krepko čez 10.000 ponovitev vsakih v 1001 situaciji in ja, to je to, ja. Ja, ampak vseeno, jaz mislim tako, no, da tebe, recimo, jaz sem gledal dostikrat v Avstraliji, ne, ko si bil tam po 2 meseca na dokaj težki progi, a ne. Težko je kdo s tabo treniral, da je izdržal ritem tvojega treniranja, ko sem te pa gledal, je pa to izgledalo, da se ti voziš dol, da je to igranje. Se pravi, tudi tistih tvojih, kako si rekel, 10.000 ponovitev, ki jih narediš, to ni neko štancanje, ampak se mi zdi, da je vsaka ponovitev neko raziskovanje, pa učenje. Tudi, mogoče malo gledam tudi skozi to, ko smo zdaj to snemali, te osnovne zaveslaje, da si razlagal v bistvu, kako ti v bistvu tudi en zelo normalen osnovni zaveslaj, kako se ti poglobiš v vse, kaj sploh delaš, kako porineš z nogo, kako imaš koleno, do tega, kako v bistvu si prilagodiš težišče, kako drsiš z ritjo po sedežu gor dol, kako se vrneš nazaj na čoln. Ogromno enega razmišljanja, delanja, ki mene v bistvu navaja na to, da je to učenje pa raziskovanje, ne pa trening. A ne? Trening si bolj mislim, tako da je to neko štancanje tam, da tiste gibe ponavljaš in jih sicer res izboljšaš. Ja, Tudi mogoče... ja, sem ti v prvi vrsti, kar se moraš naučiti, je osnovne. Pač to je tako, ker ko greš v osnovno šolo, se najprej učiš velike tiskane črke, pol male tiskane črke, pol pisane in tako naprej, ne. Pri matematiki se tudi učiš najprej seštevanja, odštevanja, pol množenja, deljenja, pol so šele ulomki, ne, in tega pač ne smeš... Ja, tega ne smeš preskakovati, ne. Pač se jaz verjamem, da zdaj so ali ambicije otrok, trenerjev, staršev, da bi rad imel že pri, ne vem, 15, 16 letih svetovne pa olimpijske prvake, ampak jaz pravim, da tako, da moraš pustiti čas v čas in ne preskakovati stopnic. In tudi vsi najboljši tekmovalci, lahko in iz osebnih izkušenj in poznavanja imam dosti, v bistvu s temi top tekmovalci se dostikrat tudi slišimo tudi izven sezone, si kaj napišemo, ampak vsi se vračamo, sploh ko začnemo trenirati za novo sezono, nazaj k osnovam. Je res, da se ti zdi to brez veze, zamudno, ne vem kaj, ampak najprej moraš obvladati osnove, ker če ne obvladaš osnov, tudi pol vse treninge specifične, ko jih boš pol kasneje delal, ne bojo imeli tazga efekta. Ker ti, vse, ko smo govorili, ko smo snemali, a veš, ti imaš lahko 160, 170 benča, pa 150 potega ali pa 120 potega, pa ti to nič ne pomaga, če to ne znaš ti v čoln, v premik čolna dati. In to je pa v bistvu, se pravi, to je pa v bistvu sam veslanje, ne. Jaz pač, kakor veslam, jaz se nisem zdaj prav poglobil oziroma razmišljal o tem, kako moram kak zaveslaj narediti, ampak sem pač sam iskal. Skozi ponovitve sem iskal in nekako občutke iskal, da bom jaz začutil, da mi čoln drsi, da čoln ohranja hitrost, da čoln reagira na vsak moj zaveslaj, na vsako moje privlačenje, da ko obrnem v kontratoku čoln, da dobi tisti feeling, ko me ven butne, ko rep naredi svoje, kar ima za narediti, ne pa da se čoln skozi ustavlja, ko nehaš veslati, se čoln ustavi, ne vem, kakor ga obračaš, se čoln ustavi, oziroma se na mesti obrne in pol moraš pač štartati ven. In tu sem jaz pač mene tako, zanimalo me je, oziroma ne, da me je zanimalo, pač bolj sem iskal te gibanje čolna, sem bolj spremljal, kako vse skupaj poteka, ne, oziroma kje čutiš, da te res, ker to dejansko res čutiš, ne.
pa ne rabiš biti nek, ne vem, filingaš, ampak ti začutiš, kdaj čovn gre, kdaj pa ne gre. Kdaj se pa mataš, pa se ti zdi, kot da imaš gurtno okoli čovna, ne. In pač tu sem skozi, kadarkoli se v čovnu sedem, jaz iščem to, ne. Ja, še ptič mi prikimava tlele zraven. Da nekaj drugega govoriš, ja. Ja, ampak to je tako, a ne, saj pravim. In zato meni nikoli, ne vem, jaz zmeram za primer, kadar pač imam to srečo, da imam taščo pa tasta imam v Tolminu, in kadar gremo mi gor, jaz grem zmeram gor veslati prosto po Prešernu, ne. In brez vrac, ne rabim nič, jaz si odklopim glavo in sam veslam dol od, ne vem, od Cerpenice do Trnovega ali pa od Boke dol čez. In milijonkrat sem že odpeljal tem progo, pa nikoli ni isto. In pol pač se prilagajaš, greš z vodo dol in poskušaš, jaz zmeraj poskušam tisto reakcijo čovna dobiti. In ko jo dobim, sem zadovoljen. Če jo ne, ok, tle mogoče, ne vem, niti ne razmišljam, pač probavam na 1001 način, ampak ti pa probavati ne moreš, če si, ne vem, če si toliko sfokusiran v pravilno izvedbo gibu, ker v kajaku ni pravilne izvedbe gibu. Je ni. Bolj nepravilno je, bolj funkcionira. Ne vem, vsaj tako se meni zdi. Ker vsak val, vsaka rolca, vsak kontrič je lahko na isti progi in nikoli ne bo enak. Tudi če so zdaj umetne proge, ko so več ali manj po istem kompitu, ne bo nikoli enak. In to so včasih že minimalni premiki čovna oziroma kantanje čovna lahko čisto drugače odreagira v določenem momentu, ne. Zato je pa fajn čim več veslanja, ne, in se samo osredotočiti na veslanje med vratci in si ne pustiti te svobode v veslanju, kar je za moje pojme še zmeraj tista primarna stvar, ne, je, da ti se usedeš v čovn in ti s čovnom navigiraš po reki, progi, kakorkoli, ne. Ne rabiš zaradi tega se omejevati pa imeti vratce. In da imaš to svobodo in da imaš malo bolj širšo sliko, da vidiš, ti pol koristi, ker pol ti pa postavijo progo, ko mogoče ni glih točno tam vratce, ko so bile na treningu, so na isti zajli, načeloma na istem mestu, pa mogoče za 5 cm ali pa 10 zamaknjene, pa ti ni jasen, zakaj je zdaj tu kar drugače, si imel isto in nimaš ideje. In pol dejansko greš pač po feelingu in se prilagodiš situaciji, ne. In tu je najbolj pomemben pač, da se znaš prilagajati situacijam, ne. In zdaj pa, kako boš prišel do tega, da se znal prilagoditi pa odreagirati v tistem momentu, ko boš prišel do določene točke na progi, to zdaj pa pač za moje pojme še zmeraj najboljši trening, v narekovaju trening, prosto veslanje. Brez omejevanja vratc, kontričev, zdaj moram pa točno na to mesto priti. Ne, ga malo nižji spustiš v kak kontrič. Ga, ne vem, kak val malo nižji posurfaš ali pa ga greš gor v hrib veslat, kakorkoli. Ampak to je pač, moraš imeti malo te domišljije pa malo improvizacije. Ko pa primeš, pa veš, zakaj si dal veslo noter. Tako je, ne. In glih zaradi tega pol dejansko tudi veš oziroma se zavedaš, koliko dati veslo naprej. Se pravi, enkrat je dosti, če ga daš čisto ob čovnu, tukaj, enkrat je dosti, če ga daš malo bolj naprej. Ampak tu pa pol skozi preveslane kilometre na različnih progah, na različnih rekah pridobiš s tem, no. Pač jaz sem imel to srečo, da včasih ni bilo umetnih prog na vsakem vogalu, a ne, dobro, saj zdaj v Sloveniji še kar ni, a ne. Ampak rečemo, mi nismo imeli drugega, kakor pač veslati po rekah, a ne. Tule pri nas, mi smo se usedli v kombi, nas je foter odpeljal, ne vem, Bohinjka, Dolinka, Soča, Kolpa, karkoli, a ne. Tudi Mura, čeprav Mura je mirna, je še zmeraj pač ima neke svoje, tudi tam si mogel vedeti, ne vem, ko smo imeli, ko je bila moja prva tekma v življenju, je bil spust od Petanškega mostu do kroga dol. Kako daš, ampak še zmeraj, ne.
logično bi ti bilo, ja, moramo ovinke, treba sekati, ne. Ja, ne, to gre pa po ovinkih, a ne, in ti lahko sekaš, ne, ampak se boš bolj namatral tle, ko boš sekal, ko boš šel čez kontrič, a ne, oziroma čez mirno vodo, kakor tam, kakor teče, a ne. A veš, in to je vse pol tu zraven, vse, ko tu skupaj daš, je Bi tam rekli- bi ja, tam rekli tehnika, ne? ja, Se pravi, tehnika bi, če kaj ti piše na programu, da imaš tehniko, se pravi, ti to razumeš kot to, kako bi en gib ali pa dečon gre dosti hitro, naredil na čim lažji način, če prav razumem. In se potem s tem igra. na čim bolj efektiven, Ja. na čim bolj efektiven način. Oziroma, ja, tako v bistvu, da na koncu je zmerno tako, kakor stvar laufa, tudi na tekmah, ko stvar laufa, ko imaš ti res dobro furo, dejansko priješ ti v cilj, pa sploh nisi zmatran. Si zmatran od ciljnega šprinta, ne. Zdaj, tle se- In to je tisto najbolj zanimivo. Včasih se ti pa zdi, da ga razpucavaš dol, priješ crken v cilj, misliš, šel fajn, pa pogledaš, je pa še slabi cajt, ne. ja, Veš, in tle se spomnim jaz, ko smo imeli en trening pred olimpijado v Londonu, ne, ko smo delali cele fure. Itak vem, da ti teh stvari niti ne rabiš na treningu, ampak kakorkoli merili smo laktat na koncu dol po celih furah, ne, ki so bile kar težke na tako težki progi, in se spomnim, da si ti imel recimo 4 milimole ali pa v glavnem pod 6, zmeram, kar je pomenilo, recimo ostali tekmovalci so imeli od 8 do 12. No, to bomo še govorili, bomo tudi imeli fiziologinjo, ki nam bo razlagala, kaj je to v naslednjih, ampak to pomeni v bistvu, da si ti vozil v ravnotežju cel cajt, da ti ni utekal čoln spodriti, da se ti ni bilo treba loviti in da si dejansko naredil aeroben trening, takrat, ko so vsi drugi bili krepko v anaerobnem na rdečih številkah. Ne. ja, zato ker ne vem, jaz probam zdaj čez dalje bolj, zaradi tega, ker stari ko si, ne, manj cajta zdržiš, oziroma več rab za regeneracijo, ampak jaz probam čim bolj ekonomično veslati. Prav ti na divji vodi, če ti enkrat čolnko dobi enkrat tisto svojo maksimalno hitrost, je brez veze, da ga še bolj poganjaš, ker ne bo šel še hitreje. Veslači reče tekmovalno hitrost. Ne. Ja. Tekmovalno hitrost, ne. Zdaj pa na treningih, ker ti se pravi, jaz tudi na treningih, tudi po zimku, kar delam, ne vem, od lupov do, ne vem, celih kakih tretjin, ampak jaz poskušam imeti to tekmovalno hitrost čim bližji tekmovalni hitrosti že na treningu. In pol dejansko, ko pridem na tekmo, jaz ne veslam nič hitreje, kakor bi drugače, ne. Zaradi tega, ker se zmeram probam biti na varni strani, na varni strani, ker če če greš enkrat čez to mejo, sploh na tekmi je ponovadi tako, zdaj sem pa v finalu, zdaj pa gremo pa preko sebe, a ne. Pa je dostikrat sem se tudi sam nategnil, dostikrat ne. Zaradi tega, ker sem šel preko sebe in stvari so začele počasi uhajati izven kontrole in pol se naredi napaka. Zdaj, če imaš srečo, je to majhna napaka, če pa ponovadi nimaš glih sreče, ne. Se pa napake začnejo majhne dogajati, ampak pol na koncu pride pa samo ena velika, ne. In lahko sam pomahaš, pa rečeš adijo, ne, lepo je bilo, ne. Ja, res je. No, mislim, res zanimivo, koliko zavestno si ti pri vsakem treningu, ne, pri vsakem zaveslaju, pri vsakem ponovitvi raziskuješ v bistvu, kaj lahko narediš še boljš pa vse to. Zdaj pa še malo zanima vloga trenerja. Ok, vemo, da je tvoj trener tvoj oče, ne, že od zmeram, ne, se pravi oče, kako Bog, oče, vzornik, trener, zdaj verjetno sem še svetovalec, vem, da ti zelo pomaga, ne. Tudi če pride kdaj občutek, da ne. Je trener še zmeraj tvoje tretje oko. Malo, kako ti vidiš vlogo trenerjev pri tekmovalcih, pa mogoče kar skozi obdobja? Prva stvar, kar se mi zdi, da se največja napaka dela, ali pa saj tako jaz, to je moje mnenje, tako jaz to vidim, je to, da trenerji
tekmovalce preveč navajajo na to, da so odvisni od njih. In dejansko, če čist normalno pogledaš, ti, ko greš na progo, ko se podaš čez štart, si ti sam na progi. Nobenega trenerja ne vidiš, da je laufa v progi dol, pa ti govori, zdaj pa z levo zaveslej, zdaj pa z desno, zdaj se pa tako porin, zdaj pa ta nagib, zdaj pa tako. Tega ni. Ko je trening, jaz nikoli nisem maral, mislim, jaz vzamem tako, ko je trening, ponovadi trening traja 1 uro. Ali si ti tu na tekmah, ali si na pripravah, imaš ti določen cajt, koliko cajta si lahko na progi. In zdaj, če boš ti na progi, boš imel 1 uro treninga, boš ti naredil 3-4 fure na progi, zdaj govorim za trening tehnike, ali pa ne vem, ali pa tretjina, pa karkoli, bilo kakšen trening, pa boš, ne vem, naredil 3-4 fure na eni progi, se pravi, peleš ti 3-4 fure na isti progi, brez spremembe vrat, nič. Od teh prog, rečemo, fura traja minuto pa pol. Se pravi, to 6 minut. Da ti v 1 uri narediš 6 minut treninga oziroma veslanja na vodi, ostalo pa debatiraš, kako bi bilo to dobro, pa sam sediš v čovnu, na tak način ne moreš teh vseh občutkov pa vsega tega, kar smo prej govorila, pa ne vem, 10.000 ponovitev, pa te stvari, jih ne bo dosegel. Jaz zmeraj, ko je trening. Jaz ne rabim mogoče vmes kako vprašanje oziroma kak nasvet, ali rečem fotro, ali tudi tebe sem že kdaj kaj vprašal. Pač jaz ne rabim zdaj mojega trenerja, zato da mi je povedal. Jaz, če me kaj zanima, vprašam pač, kjer je tam, pa mi naj pove, ne. Pač se deliš si mnenje z ostalimi. To ne pomeni, da ne vem, da hočeš kjer škodovati ali pa ne vem, ali pa ja, biti škodoželjen, ali pa da te bo pol ne boš z enim nekaj govoril, zato ker je lahko pa konkurenca ali tvojega tekmovalca ali pa tako, ne, pač jaz to ne gledam tako, ne. In zato jaz pač na treningih, ko je 1 uro treninga, 1 uro veslam, vse si bil zraven, vse veš, da jaz naredim po 12 fur, pa je to lahko 2 dni pred tekmo ali pa 1 dan pred tekmo. Pač jaz sam krožim in probavam 1001 kombinacijo. Tisto, kar mi ne gre, grem večkrat, tisto, kar če sem mogoče v kakšni dilemi, v kakšnem dvomu se posvetujem ali s fotrom, ali pa če je zraven pač, ali pa z bilo kjerem drugem, ko ne vem, sej tudi fotor ponovadi, mislim, on še zmeraj dela in kdaj tudi ne more iti na tekmo, ne. Ampak v prvi vrsti mora trener narediti tekmovalca samostojnega. Kaj rabiš ti, za moje pojme, kaj rabiš ti trenerja, če delaš ti neka ponavljanja, neke intervale? Kaj rabiš? Da ti govori, ne, dej še malo, ja, to ne vem. Ali pa dej bolj ga šopi, dej tle pet na glavo, ja, ne boš, dej, ko delaš intervale, ko ne razmišljaš razsodno, te briga, ko ti kjerokoli govori. Ne rabiš. In če ti sam pri sebi nisi odločen, da zdaj bom šel pa jaz narediti trening, ne vem, intervalni trening ali pa laktatni trening, če nisi odločen, da so ti spucu, če nimaš to v glavi, da boš šel ti preko svoje, da ti bo težko, da pač boš trpel, ti tudi trener zraven ne more pomagati, ne. In zato jaz pač ok, za tehniko, ja, ampak jaz zmeraj pravim, da ne vem, deli ti analize treninga po treningu, ne pa med treningom, ne. Vse poletje je lušen. Priprava na treninga, ne, verjetno. Pa priprava na trening, ne. Ja, tako, vse poletje je lušen, ko je toplo, ne, samo da pa pozimi te stvari delaš, ki te že tako zebe v čovnu, pa ni glih lušena, ne, in moraš skozi smigati, ne, in tudi zaradi tega, ker mogoče tudi zaradi tega, ko si prej rekel, da pač oziroma zelo redki lahko zdržijo z mano treninga, ne, ko smo bili v Avstraliji, ne, mogoče glih zaradi tega, ker jaz vsak trening, ko ga naredim trening. Za debato, ok, vse kaj podebatiraš tako med samim, s katerim tekmovalcem, tako pač, ali pa s trenerjem, malo za hec, da malo sprostiš vzdušje, ampak drugače, debatni krožek, po domače povedano, je pola, ne.
Ali na videu, ali pa tako. No. Ja, ko je Prav, trening, je trening. a ne? Se pravi, predvsem trenerja rabiš, da pripravi ta plan, da veste, v katero smeriti, kam usmeriti jadra, in potem, da je Tako je. on v bistvu svetovalec, tretje oko, kadar ti Ja. zakidaš, da te vrne nazaj. Ja, je pa res, ne, da rečemo, vse meni tudi včasih bi mi pasal, če bi bil zraven tudi na kakem treningu ali pa da bi me družil, pač jaz večino cajta pač treniram sam. Ko je pa, ampak meni, kar mi je važno od trenerja, je samo to, da ko sem jaz v dilemi, ali pa da imam kak dvom, da vem, da on ve, kaj mi reči. Da me tukaj pozna ali na osebni ravni in kot tekmovalca in pač kaj jaz kot tekmovalc potrebujem. Ne? Vem, da je tudi pač mogoče pri nama malo lažje, ker smo pač tekmovalc, trener, oziroma ima trener samo enega tekmovalca. Jaz verjamem, da če imaš ti eno skupino, je zelo težko to, je dosti težje to handlati. Sploh glede na to, da je vsak posameznik je drugačen. Ben ni isti, enem pa še nekaj, drugem pa še nekaj drugega. Ne? In to je tista stvar, kar jaz mislim, da bi mogli trenerji bolj delati na tem. Da tekmovalce pripravljajo neke samostojnosti, ker dostikrat se naredi, pa tudi če je trener na pač tekmovališču oziroma na tekmovanje, ko greš kako ali na svetovni pokal, tudi če je tam, se naredi, pride kje vmes, ne vem, zastoj na cesti, ali pa ne vem, ali pa zboli, pa ne more in koš pol, zaradi tega ne vem, bo rezultat trpel, ker ne boš se znal spoprijeti s to situacijo. Prav moraš biti čim bolj samostojen, čim bolj vedeti, kaj delaš, zakaj delaš. Ja, tako. Pa v prvi vrsti moraš iti z veseljem to delati, ne? Z veseljem na trening, ne pa da ti že razmišljaš, zdaj moram iti pa spet na trening. Ja, se jaz tudi razmišljam, ko je slabo vreme. Ja, in potem je samo to, ok, grem jaz na trening, bom jaz trening oddelal in pogrem. Greš v bistvu samo zato, da narediš kljukico, da si kao trening naredil, ne? Boš da ne. Boš da ne, ja. Moj fotor je, tu se prav spomnim, ko smo bili še mulci, pa to izvem gor, lej, rajš 20 minut kvalitetnega treninga, kakor 1 uro pa pol kar nekaj. In teh stvari, veš, te stvari so določene stvari, ko mi jih je rekel, ko mulc sej vmes pozabiš, ampak na koncu, ko poštudiraš, so pa del mene in so svete za mene. To je isto, kot če gremo še en na svet, kot mi ga je fotor dal. Ko sem se jaz prvič uvrstil v člansko reprezentanco za svetovno prvenstvo, to je bilo leta 2003 v Augsburgu. Itak, jaz sem bil star takrat, še ne 20 let, ne 19 let, vesel, ko radijo, fajn. Pa je prišel lepo do mene, potreplo po ramih, pa je rekel, nič nisi še naredil. Zdaj se še ta pravi del začne. Pa sem dolg cajt rabil, da sem zastopil, ko mi je hotel s tem povedati. Ne vemo, po komu Pahor to pobral, zdaj kaj knjigo napisal, podobno. Ne? Ja. Na Bolitvah je še lepo. Ja, nisem bral. Ampak je pa nekaj res. Ne? Vloga trenerja pri mlajših tekmovalcih je to, da nekako bo tekmovalca spravil v reprezentanco. Ampak kako bo tekmovalca pripravil na to, da ko bo enkrat prišel v reprezentanco, bo lahko oddelal tekmo tako, ko se zagre. Ja. Ker največja težava je to, pride v reprezentanco, pa se pa zgubijo. Ker mi pač, se je v vsakem cilj reprezentanca v prvi vrsti. Ampak moraš pa gledati ti, zdaj, ok, ja, mi je cilj reprezentanca, sam ti, ko priješ reprezentanca, se še začnejo te glavne tekme. Ko boš pa tam naredil, tu pa nisem poštudiral, ko pa zdaj, ja, bom drug let upam, da bom prišel spet v reprezentanco, takrat bom pa vedel, Zdaj, mogoče, ja, ok, je
se ti pa naredi, da pa drugkrat ne prideš v reprezentanco. In ko pol, ti pa zmanjka opcija, ne, oziroma zmanjka možnosti. Ne, pravijo, da priložnost zgubljena, ne vrne se nobena. Ne. In ti moraš tako gledati to. Ne. Zdaj, ko bom jaz enkrat prišel, jaz hočem tam biti tako, ker jaz hočem dati tam svoj maksimum, oziroma moram biti 100% v to, kar delam in iz tega probati nekaj narediti. Ne. Ni rečeno, da boš zdaj zmagal prvo tekmo, ne, ampak je že včasih dosti, da prideš samo iz kvalifikacije v polfinale, ne. Ampak pač poskušaš, da si ti pripravljen dati svoj maksimum oziroma speljati tekmo v tistem, na tistem nivoju, da si, ko si sam želiš, se pravi, oddelati dober. Zdaj, če prevedemo to v jezik mlajših, se pravi, s tem, da si kupil vstopnico za na zabavo, Ja. če ni rečeno, da boš najboljš punca peljal ven. Ja, tako, ja. Ali pa še ni rečeno, da so v zabavo na koncu, oziroma da ti bo, da bo na koncu, ko bo konc zabave, da boš rekel, mater je bila fajna, ne. Ja, ne. Moraš še nekaj narediti. Se pravi, izbirne so samo vstopnica, da si na zabavi, kaj boš od nje imel. Ja. To je isto, ko se uvrstiš na olimpijado, če jaz pravim tako, boljš, zdaj jaz, če bi bil mlajša, ne, ali pa jaz, da bi bil trener, pa da bi imel enega, ko bi videl, da je potencialen kandidat za nekaj dobrega narediti, ne. Pa da je, ne vem, mlad, 16 let star, ne, pa mogoče že lahko, ali pa 18 let star, pa mogoče že lahko se boril za uvrstitev na olimpijado, ne. Jaz kot trener ne bi imel v glavi, zdaj pa bomo probali priti na to olimpijado, ne. Ja, ne. Jaz bi si še zmeraj bi vztrajal pri svojem planu dela, pa dolgoročnega plana, svojem dolgoročnem planu, se pravi, kako ti reči. Ko enkrat prideš na olimpijado, olimpijada je tako, če imaš srečo, greš na eno, a ne, če imaš še malo več sreče, greš na dve, a ne, pač, ali pa tri, pač jaz sem očitno to super srečo, da bom šel še na tapeto, ne. Ampak jaz na vsako olimpijado, ko sem šel, nisem šel kje sam pač po onem geslu od Gobertena, ne, važno je sodelovati, ne zmagati. Zato, ker jaz sem prišel na olimpijado že prištiman rezultatsko, da lahko nekaj naredim. Ne pa, da sam prijem na olimpijado, zdaj pa, fajn, olimpijski duh, sem potrudil po svojih najboljših močeh, upam, ne vem, na čim boljši izkupiček, ne vem, da bom prišel iz kvalifikacije v polfinale. Ne, zaradi tega, ker sem zdaj naredil širšo. Si pripravljen biti tudi razočaran drug dan, ampak ne že prej, neverjetno. Ne, tako je, ne. Saj jaz sem imel to srečo, da sem bil s tabo. Je pa tako, ne, da se treba pa ena stvar, pa jaz zmeraj ponavljam, ne, da na koncu, ja, sej pravimo, postavljati si je treba visoke cilje, ne. Vsak let više. Ja, visoke, ne pa nerealne. Ker šport je najbolj primarna stvar, ko te hiter nerealna tla sprava, ne. Življenje v malem. Ti lahko rečeš, ne vem, bi se jaz, ne vem, na primer, bil 16-17 let star, bi se uvrstil na olimpijado, ja, pa bi rekel, jaz bom pa zdaj zmagal olimpijado. Prej pa nikoli niti, ne vem, niti v finalu nisem bil, boril sem se za tam, mogoče za top 20. Ne moš pa ti reči, zdaj pa jaz, moj cilj je zmagati olimpijado. Ja, ne, jaz še zmeraj pravim, ja, ok, postavil si ti cilje, ok, tvoj plan je zmagati olimpijado, mogoče sam, ne vem, čez 1, 2, 3. Zdaj pa, ko boš ti vmes naredil, zato da boš dejansko, takrat, ko bo tisti cajt prišel, da boš bil pripravljen, pa še to je vprašanje, če ti bo uspel v našem športu, ne, ni to 100 metrov, to, kar boš prelaufal, tako bo, ne. Če boš ti dejansko takrat pripravljen imeti možnost se boriti za zmago. To je velika razlika, ne. In te stvari, tega se malo
te stvari se malo pozabljajo, ne. In pol pride do tega, da zaradi tega preskakujejo štenge, ne grejo korak za korakom in pol na koncu pride pa lahko na žalost pri samem športniku do zelo velikega razočaranja. In takrat pa ni lepo. Peter, kako se pa ti, ko prideš na tekmo, se pravi, vidiš postavitev, ne? Kako se praviš, kako razumeš postavitev, to, da recimo je postavljavec pokazal, se pravi, postavil neka vratca in kot zdaj pa pokažite, a znate to zapeljati skozi neke sisteme, kako ti vidiš progo, ki ti je postavil, kar rečeš, aha, lej, ta je zanimiva, dobra, moram tle nekaj... Mislim, to, da je zanimiva, dobra, se sam veš, ko smo okoli po tekmah, ne, da če imel kjer kako kritiko na progo, sem da to zmeraj mesa, ne. Jaz bi se čisto drugačno postavitev naredil na marsikateri tekma, ne. No, ampak, ja, sicer je pa tako... Kako se pripraviš potem, ko jo vidiš, ne, kako se potem pripraviš na njo, ne? Da bodo malo tekmovalci vedeli, kako se najboljši recimo pripravijo, tudi glede na to, kako si jo zastaviš, in potem, kako tudi video pogledaš recimo po končani furi na podlagi tega, kako si zamislil, ali kako ti to delaš? Jaz v bistvu, ko vidim progo, prvi stik s postavljeno progo, pogledam pač, kje so, čisto poenostavim, kje so vratce, aha, ok, kje so kontra, kje ne, a je kak rikvrc, ni rikvrc, a je kak cikcak, a je cikcak na tem mestu. Najprej, da vidiš, da se ti zapolne sploh, ne vem, od prvih do zadnjih vratc, kako si sledijo vratce. To je prvo kot prvo, ne. Pol začnem pa razmišljati, aha, tle bi pa mogoče malo skrajšal, ali pa ne, tle bi šel na široko, tle bi šel rikvrc, ampak si v vsakem primeru si poskušam čim bolj poenostaviti zadevo, se ne razmišljam preveč, ker nočem tudi, ko sem jaz enkrat na štartu, jaz ne razmišljam o progi. Kako bom jaz, ne vem, 4. ali pa 11. ali pa 13. vratce odpeljal. Pač jaz rečem, ok, v redu, najprej grem čez prve vratce, potem grem čez druge vratce, potem razmišljam o 3., o 4., oziroma sploh ne razmišljam. Verjetno razmišljam, ampak jaz se tega ne zavedam, ne. Pač jaz se odločam oziroma sem skoncentriran na tisto, kar je pred mano. Je pa to, da v prvi vrsti ti veš, kako si sledijo vratce, kako si plan narediš, da čisto enostaven primer. Vsak zna kontra vrata tako na glavo odpeljati, da vsi sam odprtih, koliko je hitro odpeljal. Ampak point tega je, kako boš ti vratce, ko jih ti odpelješ, moraš odpeljati tako, da boš čez 3 vratce bil na te pravem mestu oziroma imel te pravo hitrost čolna. Ti moraš razmišljati o 3 vratcah naprej, ko enkrat ti eno vratce odpelješ, a ne. Ti nič ne češ ti ene kontra zavrtu na polno, pa boš mogel iti pa špica dol, štartati, oziroma po možnosti še preveč obrnil, ne dobiš unga kika ven z vrat, če boš imel na drugi strani vratce, boš mogel naravnost rikvrc odpeljati ali naravnost, ker boš mogel višino ohraniti, pa pol spet nazaj sem priti, a ne. Prav se vse navezuje navor, če pripelješ energijo noter v vrata, jo shraniš v rep in potem spet potencialno energijo uporabiš za iti naprej. Na ta način. Ja, tako. In čoln čim manj ustavlja, če se naprava. To mora biti, ti moraš priti do tega, da so v bistvu povezani in tekoči gibi dol. In pa da se to sestavi v eno celoto, kjer se čim manj čoln ustavlja, ne. In ne moreš se ti osredotočati
Ponovadi je zmeraj kakšna težka ali pa neumna. Jaz pravim tem, ker zdaj težkih kombinacij sploh ne delajo, ampak delajo neumne kombinacije na tekmah. A ne? Ker hočejo nekaj več, pa na koncu so tudi v dostih primerih nefer kombinacije. Jaz ne razmišljam na štartu o oni kombinaciji. Pač tisti kombinaciji razmišljaš, ko boš prišel tja. Ko boš tudi videl, kako boš prej odpeljal. Ker vsakem se naredi, da tudi, če ti ene vratce odpelješ z miselnostjo o naslednjih 3 vracah, tudi tiste dotične vratce ne boš zmeraj odpeljal tako, kot ti hočeš. Nikoli ne odpelješ tako, kot ti hočeš. Zato jaz pravim zmeraj, da popolna vožnja ni. Ker imaš še zmeraj tukaj vodo, ko se spreminja, lahko tudi veter, dež, odvisen. Ti špricne malo voda v učke, ja, za moment si zbega, ne veš, kje si, ko končno pogledaš, mogoče zamudiš tisti moment, kako bi ti odpeljal, pa se moraš pol prilagoditi, pol spremeniti plan, ne. Tu pridemo pa spet nazaj na tiste osnove, pa na prosto veslanje, pa na 10.000 ponovitev in improvizacija, ne. Okay. Veš, kaj me še zanima? Tam si omenjal, kako, ne vem, se ti premikaš v čovnu, ne? Koliko je bolj pomembno. Mislim, vsi vidimo na vrh, kako se premikaš, ne? Noben pa... Ja, to me kar ne snemajo. Sem ber ne ve, kaj so čovni. Kaj pa ti delaš v čovnu, a ne, se pravi, koliko ti delaš z nogami, s trupom, z rotacijami, s tem, da se premikaš po čovnu v bistvu gor pa dol, naprej pa nazaj v bistvu, ne? S težiščem. Ja, jaz v bistvu nikoli nisem maral biti nabit v čovni noter. Sem probal, ne vem, sklečke za kolena, da bi imel mogoče malo več, ampak mi enostavno ne ustreza za tega, ker jaz moram se počutiti prostega v čovnu. Zelo tako, kot si rekel, pač jaz naprej, nazaj, levo, desno, jaz se poziciji skozi premikam. Nogo, eno imam stegeno, eno imam pokrčeno, eno... večino cajta sploh nisem oprt s koleni, naprimer. Ne, zdaj preveč govorim. Zdaj bojo vsi vedeli, kaj jaz delam. Ne, hecam se. Tako da, zaradi tega, ker ti v bistvu tudi, ko greš po tipu za veslaj, ne, najlažji, misliš, si zdaj pomočen za veslanarjo, daš veslo, greš po za veslaj, pa sam potegneš. Je čist drugačen občutek, če ti greš noter, pa vidiš, aha, ti moraš zmeraj čutiti, v prvi vrsti, ko ti za veslanje narediš, moraš zmeraj najprej začutiti silo na lopato. Si primil. Da si primil, aha, ok, zdaj se je voda uprla, zdaj lahko pa jaz naredim te svoje. Ko narediš te svoje... Prideš ti z medenico do vesla. Ja, tako, ja. In ne boš ti zdaj kar noter dal pa v štartu že, ne. Mora biti, ne vem, jaz pravim, da za veslaj mora biti tako kar lok, ne, ko ga napneš, pa spustiš, ne, da dobi tisti efekt, ne, najprej napneš, pride upor, na puščico in pol gre, ne. In tudi, ko si rekel, pač jaz zelo veliko noge pa vse uporabljam, ne. Glede na to, da tu kontra nagibu delam, jih moram uporabljati, ker če ne bi me, ali bi ven padel s čovna, ali pa... Hotel sem tudi to reči, ne, koliko uporabljaš pa sploh čovn. Zelo velik in tudi mene, kadar mene dostkrat tudi pol krču v bedra zagrapa, ne. In se mi je tu že tudi na parkrat na tekem naredil, enkrat celo, pa nož verjevke v Solkanu, v prvih kontravrac, pa čisto dol sem skrčal v veslo, sem mislil, da bom umrl. Vmes sem se nazaj nagibal, da bi raztegoval ven delo. Jaz sem pa mislil neko nova tehnika. Ne. Ja, mene v bistvu, če kamor... Zaradi tega, ker jaz poskušam narediti za veslaj takrat, ker ga moram narediti, vse ostalo je pa, probam biti sproščen. Sprostiti mišice, se tu pol, ne vem, tudi mogoče, ko boš imel z psihologom, psihologinjo pač pogovor je, ne vem, že sam ene, ne vem, obrazna mimika,
ti prišpara energije za zadnji del vode, ali se ti zadnji del proga, ali se ti napenjaš, ko je ena mona, po domač povedana, ne? Pa ne dihaš pravilno med samo tekmo, bo telo več energije porabljalo, ne? Tudi trebušne, ja, trup, ja, vsega imaš. Jaz ga imam napetega takrat, ko ga rabim napet, drugače sem jaz, ne vem, ko imaš včasih na kakih avtopralnicah, a veš, oni ko jih lufta, ne? Ne, si sproščen, ne? Ti v bistvu, ti moraš uporabljati mišice telesa takrat, ko jih rabiš. Za gibanje. Za gibanje, ko jih pa ne rabiš, je pa fajn, da so čim bolj sproščene, ne? Doskrat je tako, da v bistvu na eni strani krčiš, ne? Hkrati pa tudi na drugi strani se sam sebe omejuješ, ker si zakrčena, ne? Namesto, da bi da bi sprosto širokih, priproročevanih in tako naprej. A veš kaj, malo so že dolga. Pero, dej, veš kaj, preveč zapovedal. Eno uro več. Dej, povej pa še, toliko časa si ti že okrog hodiš, pa kakšna anekdota, kakšno, kako naj rečem lepo, kakšno neumno, kaj ste naredila. Se kakšno spomniš tako, da bi rekel tam mladim, ali pa da bi malo povedal. Verjetno je moja zdaj zbrat iz nabora, ki smo jih špičili, ne? Ja. Zadnjem je velik, ne? Mislim, tako je, ne? V prvi vrsti je to, ne, da vse tako, ko si sam rekel, ne, vse smo delali bedarija, ne, pa smo en drugega hecali, se mi zdi, da mi včasih nikoli nismo bili tako, da bi bili škodoželjni en drugem, ker nekaj zaneleš naredila, pa če bilo to v bistvu vse bilo stvar igre, pa spoznavanja, pa druženja, pa vsega tega, ne. In ne vem, anekdoto. Bom dal en primer, no. Niti ne, ko smo všpičili, ampak da dobiš en občutek, kako je, rečemo, moj v tistem cajtu največji konkurent, ne. Čeprav jaz pravim, da največji konkurenca si sam sepa, ne. Ampak v obdobju od Pekinga do Londona, ne, pač smo bila z Molmentijom, pač smo se izmenjavala. Nismo nič drugem pustila, smo sam midva, ne. In pač mi smo se zelo rada tako pohecala tudi pred tekmo, pa se spomnim jaz, ko sem mojo prvo zmago v Augsburgu na svetovnem pokalu, bila smo gor na štartu, pred finalom, in smo se začela zajebavati in smo rekla, no, daj gremo eno, smo se rekla, ok, pač, ne vem, mislim, da takrat je bil najboljši cajt v polfinalu, je bil, ne vem, 101 ali 102, rekel, da vidimo, če lahko kjer gre pod 100, ne, daj gremo, kjer bo, da vidimo, ne, kjer je vrata, ne, mislim, meni je ratal, ne, ampak to je bilo tako, pač smo rekla, ok, zdaj imamo cajt, smo na tem nivoju, gremo se malo hecati en z drugima, ne, pa da se malo en drugega v bistvu na tak način tudi spodbujamo, ne, da še bolj, veš, ker včasih tudi prije kakšna tekma, ko ti mogoče malo motivacija pada, ali pa je tudi od vremena odvisna, ne, in pol na tak način, da se še malo bolj zmotiviri, da gremo, ne. Konc meni rata, sem zmagal, on je bil malo počasneje, ampak mu ni ratal, ne. Še en primer je bil isto, ne vem, zakaj ta Augsburg, no, ampak moja zmaga v Augsburgu 2018, ne, na svetovnem pokalu, ne. Pa je Jerži glih pred mano štartov, ne. Pa mu jaz zgor na štartu rečem, rekel, ti sam gledate, no, mi so lovo dol čez progo, ne. Ko zaupijem, se omakni, ne. Ja, direkt tako, pa me tako je pogleda, ne, ni šajma, ni variante, ne boš, ni variante. In v bistvu bolj to, ko sem prišel jaz v cilj, bolj to, da sem pač prevzel vodstvo, je bilo bolj to dobro, ker sem delal, da je Jerži to prvo, da sem bil pred njem, ampak nič tako skodoželjno ali pa karkoli, ne. Ampak pač to, te prijateljski odnos, ne, vsi vemo, treniramo zato, da bi bili najboljši, ne. Ampak ne moreš ti zaradi tega enem nekaj slabega ali pa prvošt ali pa mu želeti, da bo napako naredil, zato da boš ti prišel gor, ne, pa se prav po njih, ne.
In to je bilo, pa ja, dobro, pa so pa še one razne zgodbice iz raznih, od zabav do priprav, kako in kaj. Tega pa ne bom. Ampak tega pa rajš ne. Tu pa ne na lastni Že dosti koži. lum, da si se z Momentijem pred štartom takaj šel, no. Tako da... Ja, ne, se pravim, ampak to je v bistvu bolj tako je, bolj je spoštovanje, en do drugega imamo vsi veliko spoštovanje, ampak to ne pomeni, da se pa moramo zdaj grdo gledati, ne. Veš. In ta sproščenost je res to, kar jaz, po moje bom eno iz stvari, ki bom najbolj pogrešal, pa te prijateljstva med samimi konkurenti, ne. In enkrat se spomnim prav po olimpijadi po Rio, no to še povem, pa lahko zaključimo. Se spomnim, ko je en novinar, pa mislim, da za en zelo svetovno znan medij, se ni mogel načuditi, kako pač prideš na olimpijskih igrah, vsi, ki smo prišli v cilja, ne, smo se pač in objeli en drugem pač čestitali, tudi če pač kjer napako naredil, so čustvo pa to, ne, in pač ta odnos med tekmovalci, ko je po moje najbolj, ko ga bom pogrešal. Zdaj pa, Peter, za konec še, kaj bi recimo tako, sej verjetno se bo še kdaj dobila, zato ker vidim, da malo o tem bi lahko govorili še pa jošne. Ampak vseeno zdaj za začetek, oziroma za začetek teh podcastov, pa za konec tega, kaj bi svetoval mladim, ki so zdaj tam recimo 12 do 15, 16, do 18 let, ki se v bistvu stopajo na pot, ki so se nehali igrati in počasi se učijo, raziskujejo. A imaš kakšen točno to, se ga bodo spomnili na trening? Točno to, kar si rekel, ne. V prvi vrsti naj raziskujejo, naj ne pozabijo na osnove, grejo korak za korakom, pa naj jih ne bo strah neuspeha. Probite. Pač, če ne probaš, ne veš. In da ti nekaj ne probaš, zato ker se bojiš, da ti ne bo uspel, to ni pravo razmišljanje, ne. Prav, raj bodite razočarani, ko pa da niste probali. Tako je. In se iz tega nekaj nauči. Ja. Cool. Ej, Pero, najlepša hvala, ker si vzel cajt za nas. Ja, hvala za povabilo. Si delil svoje izkušnje, verjetno se bo pa še kdaj oglasila. Drugače, dostakrat povem, jaz sem zmeram me lahko kjer vpraša, jaz zmeram, ne bom nikoli nič skrival, pa ne bom nikoli za sebe mnenja zadržal, če me bo kjer kaj vprašal. Sam se ne bom ponujil, če me pa kjer kaj vpraša, pa z veseljem pomagam. Ste slišali? Vsega vas svetujem. Pa povsod. Zdaj ne ga motiti na treningu, ampak vmes pa ga lahko kaj vpraša. Pa če mi trening ne bo šel, me lahko tudi zvodite. Ero, najlepša hvala. Hvala. Fajn bodi še naprej, ostan mlad. Bom. Si barado pofarbil, da ne bo toliko siva. Ajde, drž se. Ajde, čau. Adijo.